Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Zaključujemo 32. krog prve lige Telekom Slovenije. V Kidričevo pa je pripotovalo moštvo Gorice. Aluminij vstopa v tole srečanje s kar dobro popotnico, kajti prekrižali so račune Olimpiji, v Stožicah odigrali dobro, čvrsto, trdo tekmo in tudi na koncu remizirali z 2-2. Tam Kadrič, zdaj se ponuja, počakal je Kadrič, pa da je Čermak, Džerlek, kombinacija Džerleka in Krefla, nevarno je, Džerlek s podajo pred gol, tam pa Aluminij do vodstva, Flakus Bosil za 1-0. Aluminij je torej že v 10. minuti igre prišel do vodstva na svoji zelenici in Gorica je znova v težavah, Aluminij pa vsekakor nadaljuje tisto, kar je že nakazal in pokazal v Stožicah. Zdaj je nevarno strel, tam Nkame previsoko je meril. Gorica bo imela opravka v naslednjem krogu doma z Domžalčani, kot sem omenjal, pa na to potujejo v Maribor, zdaj pa je nevarno tam znova pred vrati Kadrič preko gola. In za finiš bo imel opravka Aluminij na gostovanju v Domžalah. Takole Čermak po tistih odbitih žogah in poskusu Kadriča, znova je nevarno, Bosil. Pa Mevlja tam podaja do Kadriča, malo je manjkalo zdaj, pa kombinacija znova tam Šehića in izgubila sta žogo Goričana, pa zdaj Krefl s predložkom, na drugi strani je Bosil, ustavil je Bosil in Aluminij vodi 2-0. Zbrano, hladnokrvno, vzel si je kar precej časa Flakus Bosil, poglejmo zdaj tole akcijo za drugi gol Aluminija, še enkrat in Krefl pa je opazil lepo osamljenega Flakusa Bosilja. Dobila sta ga Kavčič in Mevlja, torej minuta sodnikovega dodatka, zdaj pa tam znova Bosil do Kadriča, tole zna biti nevarno, Haris Kadrič, strel proti golu in tokrat uspešno posredovanje Grege Sorčana za priključek na 2-2, ampak zaenkrat še niso bili tako blizu, daleč od tega. No, zdaj strel proti vratom in tole naravnost po sredini gola v naročje vratarju Janžekoviču. Ko dejansko sonce sije popolnoma vis-a-vis nasproti objektivov, ampak to so zdaj že druge postranske stvari. No, strel Krefla in ostaja še vedno 2-0. Se upletli tudi morda za kakšno mesto više. No, tukaj pa zdaj Bosil, ali je to nekaj se je šušljalo, da bi morda tudi že v tej sezoni lahko videli gledalce na tribunah, kot tudi zaenkrat še ne vidimo. No, na drugi strani pa že Pečnik, Zerdum, Krefl podaja, blizu gola je bilo. Predložen Krefla, natančna žoga in tukaj je gol, ne, ostaja 2-0. 30. krogu in sicer v sredo 19. maja, ko bodo gostili ekipo Grava. Ja, lahko rečem, da je tekma bila zelo težka. Pogoji so sicer bili dobri, vendar pa je sama pomembnost tekme bila za nas zelo težka, bi rekel, in je tudi zato mogoče malo prevelika odgovornost in so malo igralci v sami igri malo padli, predvsem v drugem polčasu. Moram pa reči, da smo se odzvali odlično, da smo hitro dosegli gole in smo potem se opredelili pač za to, da ta rezultat obranimo, ki nam ogromno pomeni. Tako da mislim, da se fantje zaslužijo čestitke in da smo dosegli to, kar smo si zadali. Komentar današnje tekme, pa prvo poluvreme, mislim da smo prespavali prvo poluvreme i potpuno smo izgubili u onom delu igre koji nije fudbalski,
ajde, ako mogu tako da kažem, ali to su dueli, druga lopta, druga žoga, jel? Ne može biti da enkrat greš duel, drugič pa ne. Tako da je prvo poluvreme ekipa Aluminijuma nas potpuno u tom delu, segmentu igre nadjačala. Drugo poluvreme smo napravili par zamena i ušli su veoma mladi igrači koji su, kako bih rekao, budućnost možda Gorice. I u tom segmentu igre smo uspešno parirali i onda napravili neke šanse. Tako da ono gde smo mi danas izgubili smo samo zbog loše igre u fazi odbrane, u duelima i u drugim žogama. Još da kažem da čestitam ekipi Aluminijuma na pobedi. Tako da to bi bilo to.